noter v notranjost, kjer bo najbolj vroče, bo paprika. Kljub dolgi zimi se je tudi letos v Mozerskem gaju odprlo kar nekaj število tulipanov. Prednost dvignjenih gred je več grednega prostora in manj prepogibanja pri delu. Vrtnine se na njih globlje ukoreninijo. Koreninam poleti ni prevroče, hkrati pa voda ne zastaja v območju korenin, saj odteka na dno visoke grede. Takšno gredo v obliki ključavnice oziroma podkve so lani naredili tudi pri Ireni Rotar. Na dno so najprej položili večja hloda, ki sta določila širino grede in omogočila drenažo. Hlod smo položili, sedaj bomo dodali malo debelejše drva. Zelo fino je, če damo na prvo plast takšna preperela drva, kajti tam notri se potem zadržuje ta vlaga in potem rastline lahko tudi poleti, ko ni toliko dežja, iz tega črpajo ven vlago in so dlje časa pri življenju. Dvignjene grede so lahko različnih oblik. Lahko jih postavimo okrog dreves in debla uporabimo za oporo stročnicam in plezalkam. Lahko so v obliki spirale ali gomile. Prednost dvignjenih gred je kasneje lažja obdelava, hkrati pa z nanosom zemlje pridobimo v primerjavi s stalno gredo za vsaj polovico večjo obdelovalno površino. Pri oblikovanju dvignjene grede je Irena s fanči Cirilom in Stankom najprej izkopala okrog 30 cm globok jarek. Vanj so ob robovih položili hlode, mednje pa preperele debelejše veje. Zdaj režejo veje brajd, ki so jih shranili pri rezi trte. Vejice naj bodo dolge od 15 do 20 cm. Pri tem lahko uporabite veje skoraj vseh drevesnih vrst. Pomembno je, da ni vrbe, kajti vrba vedno znova raste in poganja in več kot je vlage, bolj raste. Pa da ni kostanja, ki ima tanino veliko, to vemo, pa tudi nikdar ne prepari v takšnem habitatu, pa recimo hrasta. Hrast ni primeren za takšno področje. Pri načrtovanju te gredice je zelo pomembno, kam umestimo te gredice. Najprej pogledamo strani neba, odkot prihaja sonce, kje najpogosteje piha veter in nekako hočemo ustvariti najbolj primerne pogoje, da naša gredica lepo uspeva. Prosim, če pogledate, da imamo lepo poravnane vejice, zaradi tega, da ko pride potem kakšen večji naliv, da potem ne bi te gredice potegnili za sabo. Ko smo to poravnali, vzamemo travno rušo in potem, tako kot je travna ruša, obrnemo na nasprotno stran in obložimo naše gredice. Sedaj bomo dali okrog 15 do 20 cm travne ruše, na to pa bomo dali listje iz gozda. Vsaka plast na tej gredi ima svojo vlogo. Kaj je vloga v bistvu te travne ruše in zemlje? Travna ruša zadržuje vlago in daje trdnost gredici. Zato je pomembno, da imamo travno rušo predvsem ob robovih. Koliko nimamo potem travne ruše, lahko nasujemo zemljo. In na takšen način preprečimo zdrs zemlje po dolžini, potem v primeru kakšnih večjih nalivov. To bomo sedaj pokrili z zemljo, tako da se vse vejice pokrijejo. Sedaj smo položili zemljo na naše vejice. Sedaj prosim, če prinesete listje. Listje je iz gozda. Sedaj bomo 10 do 15 cm položili listje na našo gredico. To bomo naredili zaradi tega, da bomo spodbudili te mikroprocese, kajti v gozdu se vedno že nekaj dogaja, že imamo živo snov in tako bojo te naše vejice, ki so spodaj na podlagi, bojo že začele kar prej delovati in bojo prej delovale na področju te mikroklime. Kar že lahko damo stran, ni pa nič narobe, če so tudi notri. Tu ni potrebno posebej zbirati, kakšne vrste lišče je. Tudi če kakšen hrast ali pastan, to vse lepo preperi, tako da naredimo takšno lepo podlago. Še tamle prosim. Potem pa nastopi naslednja faza. S travno rušo in zemljo utrdimo strukturo dvignjene grede. Listje iz gozda bo kmalu zgnilo in tako gredo obogatilo s hranili.
Na to plast listja bomo dodali eno plast humusa, na to pa bomo posuli še z zemljo. Tako da se začne detaljni proces oziroma zaključni proces tele naše gredice, zaključna faza naše gredice, ki bo omogočila trdno konstrukcijo in bo čez zimo delovala na takšen način, da bomo spomladi lahko imeli že pripravljeni samo za saditev in setev naših povrtnin. Kje ste dobili to humusno zemljo? Ste jo nabrali tudi v gozdu ali kje drugje? Humus pridelujemo doma in sicer po permakulturi na način, da imamo 3 kupe komposta. Na prvo leto delamo prvi, vse kar zraste na parceli dajemo na en kup. Zelo pomembno je, če delamo na takšen način humus, da vmes damo tudi vejice, zaradi tega, da nam humus ne šplesni. To je zelo pomembno, to je v permakulturi tudi način, da se naučimo pravilnega delovanja. Tako da v drugem letu potem dajemo vse ostanke in kar nastane na parceli za drugi kup in tretje leto na tretji kup. In vedno imamo vsako leto 1 ali 2 leta star humus, ki ga lahko uporabljamo. Pomembno pa je tudi povedati, da vkolikor imamo kalifornijske deževnike, se lahko predela zelo kvaliteten humus že kar v enem letu. Tako da, ko smo dali 5 do 7, 8 cm humusa, lahko damo že potem zemljo in ta postopek bomo sedaj naredili. Preden bodo dvignjeno gredo pokrili s slamo, jo bodo poškropili še z biodinamičnim pripravkom za spodbuditev življenja v tleh. Ni narobe, če uporabimo vedenja obeh načinov vrtnarjenja in pridelovanja hrane. To je pripravek kravjik po Mariji Tun in ta pripravek se naredi tako, da se ga zmeša v vodi. Pripravek se meša 20 minut. To je pripravek, ki ga naredimo tako, da vzamemo kravji gnoj, to se pravi same kravjike, brez listja in slame. Dodamo bazaltni pesek, čist drobno fino mlet in pa jajčne luščine. In to 1 uro mešamo z matikami, temu reče, da to homogeniziramo oziroma dinamiziramo. Po 1 uri to vložimo v lesen sod, ki je do polovice zakopan v zemljo. Polovico mase damo v sod, nato dodamo biodinamične pripravke za kompost, nato dodamo še ostalo polovico in še enkrat prepariramo. Nato z lesenim pokrovom pokrijemo in pustimo 1 mesec do 2, da ta pripravek zori. Ko dobi tako strukturo, tako kot gozdna zemlja, takrat je v bistvu ta pripravek zrel in se ga lahko uporablja, da se naredi takle pripravek za škropljenje tal. Za pripravo tega biodinamičnega pripravka so v 20 litrov vode vsuli 12 gramov kravjeka po Mariji Tun. Dinamizirali so ga 20 minut, nato z njim poškropili humus. Sedaj bomo pokrili vse skupaj s slamo. Slama zadržuje vlago in ustvarja pogoje, da se lahko ta naš kompostni kup, ki je sedaj nastal kot gredica, začne z svojim delovanjem in smo mu naredili zaščito in ustvarili mikroklimo v tem celotnem kupu, ki smo ga sedaj naredili. Del grede ste pokrili tudi s kartonom, namočili ste ta karton. Nekateri permakulturniki to delajo zaradi tega, da razplevelijo to gredico. Če imamo mi različne materijale in potem ti materijali kaj odganjajo, še niso čisto predelani, se kdaj zgodi, da čez slamo pride tudi kakšna zev. To pa nikakor ne želimo, zato se da v jesenskem času karton na gredico in takrat potem nekje do aprila, maja ta karton počasi razpada. Seveda ne sme biti potiskan, to je potrebno paziti, da ni barv zraven, drugače pa tako celuloza, tako da ni problema. Tako da pomladi samo naredimo luknjico tam, kamor želimo posaditi sadiko in gredica deluje. Po pokritju slamo gredo še zalijete. Ja, potrebno je še zaliti z vodo, zaradi tega, da slama ne odfrči. Slama potem, ko je mokra, se skupaj sprime in tako nimamo nobenega dela več, lepo čez zimo deluje in spomladi je pripravljena za sajenje.
Greda je na sončnem mestu, kjer bodo vrtnine pred vetrom in odnašanjem zemlje zaščitene z brajdami. Takšna postavitev se ujema z načeli permakulture, kjer predlagajo, da grede zaščitite z delno ogrado. Na rob posadite topinambur ali bambus. Za pripravo 80 cm visoke dvignjene grede v obliki ključavnice boste potrebovali sončen jesenski dan. Prej bo treba zbirati in shranjevati materiale, ki jih potrebujete pri izdelavi takšne grede. V naslednjih letih z gredo ne boste imeli veliko dela, le kakšno plast humusa in slame, lahko tudi tanek sloj pokošene trave, bo treba dodati. Vrtnine na dvignjeni gredi pa bodo imele dovolj prostora in vlage za uspešno rast in dober pridelek. Potem paradižniki in paprika, tudi na koncu bojo buče in kumare. Zasadili bomo gredico, ki je narejena v obliki ključavnice. Pripravili smo jo že jeseni. Sedaj pa bomo zasadili te rastline po načinu permakulturne zasaditve. Ko pogledamo gredico, imamo zadaj že zastreno kot sončno past, tako da bo ta toplota ostala tukaj in bo zelo pomagala paradižniku, ki bo Panči povedala, kaj to pomeni za paradižnik. Ja, paradižnik in paprika sta plodovke, ki rabite zelo veliko toplote, ne? In zelo humožne tla, tako da tale gredica, glede na to, da smo jo jeseni kar lepo sestavili in je v globino tudi zadost humozne snovi, mislim, da bo kar odgovarjala tej zasaditvi, zato sem naredila načrt tak, da tamle po grebenu na južno stran se pride paradižnik, noter v notranjost, kjer bo najbolj vroče, bo paprika. To sta osrednja naša pridelka letošnja. V bistvu v sredi bomo dali 2 visoka paradižnika, pri strani bova dali 2 nizka paradižnika. Vendar to bomo sadili v maju mesecu, ker zdaj je še možnost nevarnosti slane. Potem, ko bomo zasadili te glavne rastline, bomo vmes dali polnilo s solatami, blitvo, česnom in tako naprej. Bistvo permakulturne gredice je, da je celo leto polna, zato pa tudi daje 3-krat več pridelkov kot gredica na navadni parceli. Se pravi, se bomo lotili dela, najprej bomo odgrnili slamo in naredili žlebičke, kamor bomo dali posaditev. Vrhno plast slame smo omaknili, zdaj se samo ta slama se v bistvu že razgrajuje od spodaj, se samo takole, da pridemo do zemlje, ne? To se pravi, takole naredimo kanal, s tem smo naredili vrsto, kjer bo pač ta naša zasaditev. Zato, da ne bojo rastline kar razmetane sem in tja, ampak da bo nek smisel in nek red. Zelo zanimivo je videti, koliko deževnikov se je nabralo. Ko pogledamo, smo to delali v jesenskem času, kljub temu je ta humuzni kup pripomogel, da je zelo veliko deževnikov se že kar sedaj naselilo in ti pojedo to slamo, to zastirk in delajo humus proti. Irena in Fanči sta na gredi naredili 5 kanalov, enega na vrhu grede, nato 2 na levi in 2 na desni strani grebena. Umaknili sta slamo in del zgornje plasti razkrajajoče se zemlje. Nato je Slavko gredo poškropil z biodinamičnim pripravkom gnoj iz roga. To je koncentrirano gnojilo, ki poživlja tla in krepi rastline. Tukaj bova najprej ta najvišje, to so kodrolistni ohrovti, zdaj so sicer najmanjši, vendar to so rastline, ki zrasejo potem 60 pa do 1,5 metra visoko. Tako da jih damo tukaj v osrednji del, tako nekako vsaj 40 cm narazen ali pa mogoče še lahko malo več. In bodo tu ostali pravzaprav do naslednje pomladi. Naše eno sadiko tamle. Nato damo vmes brokoli. Brokoli bo zdaj v pomladanskem času, kar temno vmes zdaj, takole, bo v pomladanskem času naredil glavnino, mogoče pa bo še v poletnem času potem zastavil še enkrat za jeseni, tako da ga imamo tudi tule gor, ker bo precej visok. Ali raztrgam korenine? Ne, kar pust, ker tukaj, v bistvu, ko so sadike v lončkih, so oblikovale korenine, ki bojo zdaj se samo razrasle v prostor in jih sploh ne bomo zmotili. To se pravi, to imamo ta centralni del, zdaj greva pa tukaj okrog te zgodna zelja, ki bojo prešla ven
in jih v bistvu v ta drugo linijo sadimo. In sicer, da bo barvna kombinacija boljša, bova šle eno zeleno zelje in eno zgodnjo rdeče zelje. Tako da greva kar v bistvu tak mešan, pisan posevek in potem bo tudi barvna kombinacija zelo lepa. Fanči se je odločila, da na gredo posadile zgodnje zelje, saj bi jesensko naredilo prevelike glave in zavzelo preveč prostora. Med kapusnice sta dodali še čebulo in solate. Enako sta zasadili drugi krak ključavnice. Zaradi kolobarjenja na teh delih prihodnje leto ne bo kapusnic. V osrednjem delu grede sta pustili prostor za paradižnike in paprike. Na najbolj senčen del grede pa sta posadili cvetačo, ki ne mara vročine. Po končani zasaditvi najprej zalijemo in potem zastremo z slamo. Nežno primemo vsako rastlinico in ravnamo tako, da ima dovolj prostora, dovolj svetlobe in zagrnemo z slamo, zato da preprečimo rast plevelo in ustvarjamo mikroklimo v gredici. Znova zalijemo še slamo, kajti ko bomo zastrli s to slamo, bo se ta slama dvignila in potem lepo z zalivanjem naredimo tak plašč okrog teh rastlinic, da ostanejo trdne v svojem sedlu in pričnejo rasti. V Arboretumu Volčji Potok so tudi za letošnje majske praznike pripravili spomladansko razstavo cvetočih čebulnic. Ta je že 22. Med 2 milijona 200 sort tulipanov pa so tokrat postavili še nizozemsko vas, v kateri prikazujejo kulturo in tradicijo države, od koder dobijo čebule čebulnic. Kar se tiče tiste bolj rastlinske vsebine, imamo letos tudi z tulipani opravljen nek kar uspešen poskus. Delno staro smo namreč predstavili v gozd, ki ga je pred nekaj leti razredčilo neurje. Ti tulipani so po našem pričakovanju zacveteli kasneje in bodo tudi dalj časa držali. Se pravi, da bo vsaj še del tulipanskih gredic v zelo lepem stanju po 5. maju, ko se uradno spomladanska cvetlična razstava zaključi. V Arboretumu je del tulipanov letos prvič zacvetel tudi na gredah v gozdu. Posebnost je skupna greda, kjer se pisano družijo vse posajene sorte. Med njimi še vedno ni črnega tulipana. Kot pravijo nizozemski žlahtnitelji, česar ni v naravi, tudi žlahtnenjem ne gre ustvariti. So pa v razcvetu še številne magnolije. Preden magnolija tako zacveti, kakor je ta, se cvetni brsti uvijajo v take luske, ki so rjavkaste in počasi odpadajo. Vidite. In potem iz teh brstov se lepo ustvari nov cvet. Naprimer si izberemo enega takšnega, ki se ravno kar odpira. In ko se cvet odpre, je potem ena taka lepa, velika čaša. Cvetočo spomladansko razstavo so pripravili tudi v parku slovenskih vrtnarjev v Mozirskem gaju. In to kljub temu, da je Savinja lansko jesen znova poplavila del parka in gred. Sneg je bil v bistvu za tulipane letos zelo dobrodošel, ker so čebulice dosti bolj zdrave, ker ni bilo zmrzali in so bolj enakomerni in tudi bolj zdravi so bili. V gaju smo posadili gredice z narcisami, tulipani, vmes tudi na nekaterih gredicah so mačehe, marjetice, tako da so grede kar precej pestre v barvi in tudi v strukturi samih rastlin.